organizatorja usposabljanja smo pridobili portfolio za gospoda Majcena Rudolfa. Ta portfolio vsebuje prijavo v postopek, potem zapisnik o poteku svetovanja, življenjepis kandidata, potrdilo o izobrazbi, to se pravi, da je ustrezno, potem zdravniško spričevalo kandidata, potrdilo o opravljenem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju. V nadaljevanju imamo v portfoliju tudi spričevalo o zaključenem izpitu za poklic gasilec, potem potrdilo o usposobljenosti za tehnično reševanje, za usposobljenost za reševanje z nevarnimi snovmi, dihalne naprave. Iz portfolija izhaja tudi, da je priloženo referenčno pismo za gasilca Rudolfa Majcna, in sicer potrdilo od prostovoljnega gasilskega društva Zlatoličje, in tukaj ugotavljam, da so tudi vsi dokumenti, da jih več ni v portfoliju. Zdaj bi predlagal, Bojan, da gremo kar k vrednotenju dokazil v portfoliju in bi ti to dokumentacijo nama bral, mi razvidno bi pa od dokumenta do dokumenta pregledala vse elemente, ki so potrebni za vrednotenje. Iz zapisnika o poteku svetovanja je razvidno, da se je kandidat pri svetovalki oglasil dvakrat. Svetovano mu je bilo, da pripravi vso dokumentacijo za priloge k portfoliju, podpis svetovalke in podpis kandidata, tako da tukaj je vse skupaj v redu. In če zdaj še preberemo tudi njegov življenjepis, CV je življenjepis, ustrezno sestavljen. Nekako me zanimajo predvsem te delovne izkušnje, ki jih ima. Tukaj je kandidat opredelil, da je že vrsto let gasilec v prostovoljnem gasilskem društvu in da je bil na vseh usposabljanjih in da je nenazadnje tudi poklicni gasilec. Tukaj bomo po vsej verjetnosti še v nadaljevanju pogledali vsa ta dokazila in jih tudi ocenili. Slišali smo že zdaj njegov življenjepis in tudi referenčno pismo, ki v bistvu izkazuje ta en del kompetenc, ki jih je že pridobival. Jaz predlagam, da gremo še v pregled ostalih dokazil in sicer bi najprej ocenili potrdilo o uspešno zaključenem strokovnem usposabljanju za varnostnika, varnostnico. Ja, potrdilo je izdala Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, iz katerega izhaja, da se je kandidat usposabljal po programu usposabljanja od 3.9. do 21.9.2009. Menim, da je dokument verodostojen, glede na to, da ima vse podpise in žige, je tudi veljavn, ker je bil izdan 24.9.2012 in da je tudi ustrezen, glede na to, da ima v tem programu pokrita vsa ključna dela, ki so opredeljena v poklicnem standardu in katalogu standardov znanja in spretnosti. Ja, jaz se strinjam s to oceno, tako da bi lahko bila visoka veljavnost in visoka ustreznost, torej skupna ocena je, da je ta dokument ustrezen. Da. Življenjepis kandidata smo se že ogledali, ugotovili, da je ustrezen, tako da bi zdaj dejansko si pogledali še te njegove dodatne kompetence, ki jih izkazuje z referenčnim pismom in prilogami. Pa bi mogoče najprej referenčno pismo ocenili in prebrali. Jaz bi predlagal, Milan, da bi ti to zadevo. Ja. Žig je, podpis predsednika društva je, tako da je verodostojno, datum pa tudi, mesec dni je staro, to se pravi 5.10.2012. Tudi veljavnost. Veljavnost ustrezna, visoka, tako. V samem pismu je, da je član društva od leta 1983, da je opravil tudi izpit za operativnega gasilca leta 2002, 2004 je opravil strokovni izpit za poklicnega gasilca, kar je to zelo visok nivo. Seveda uspešno tudi upravi več specialnosti, kar tudi smo slišali prej že uvodoma, in tako da ima te specialnosti narejene in je dejansko zelo strokovno usposobljen. In sicer tudi redno se udeležuje
to se pravi vseh usposabljanj, mesečnih vaj društva in aktivno sodeluje pri gašenju požarov. Za svoje dolgoletno delo društev in za požrtvovalno je tudi prejel že značko 10 in 20-letno delo za aktivno sodelovanje, prejel tudi priznanje Gasilske zveze. In samo društvo v zaključku govori, da kot dolgoletni član društva se je izkazal pri svojem delu kot strokoven, natančen, dosleden, fleksibilen in zanesljiv. Zato mu tudi v društvu zaupajo odgovorne naloge, da z svojim znanjem pridobljenim v gasilstvo prenaša to znanje tudi na mlajše generacije. Mislim, da je to velika kvaliteta iz tega, kar lahko vidimo tudi za potrebe varnostnika. Iz vsebine referenčnega pisma nekako ugotavljam, da pravzaprav kandidat pokriva samo eno področje iz kataloga in poklicnega standarda. Torej, če si pogledamo konkretno, gre tu za opravljanje varnostnih del in nalog pri varovanju ljudi in premoženja, torej to področje dela. In pa če pogledam poklicni standard, veljavno gre za operativna dela pri varovanju ljudi in premoženja. Tukaj govorimo o usposobitvi. Zato nekako menim, da je referenčno pismo kot ustreznost primerno. Kaj menite vidva? Se absolutno strinjam, menim pa, da bi ta del pokril tudi, predvsem kar vidimo, da je zelo dosti vključen na področju usposabljanja tudi ostalih gasilcev, tudi na področju komunikacije, da se mu priznavajo določene. Mislim, da bi tudi z tega področja delno lahko pokril del kataloga. Ja, tako. Celoti. Dobro, torej bi to ocenil kot primerno. Da. In pa kot ustrezen dokument. Ja. Pa dajmo se zdaj ogledati ostale priloge, ki grejo k temu referenčnemu pismu. Dajmo si, prosim, v nadaljevanju pogledati spričevalo o zaključnem izpitu za poklic gasilca. Ja, to spričevalo je izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, iz katerega izhaja, da je bilo to potrdilo izdano leta 2004, ustrezni žigi in ustrezni podpisi, kar pomeni, da je verodostojnost je. Ko pa govorimo o veljavnosti, pa moramo reči, da je glede na datum izdaje primeren. Dobro. Glede ustreznosti smo pa že prej povedali, da ocenjujemo primerno, saj pokriva samo en del enega področja. Torej, naslednji dokument je potrdilo upravljanja tečaja za uporabo dihalnih naprav. Kako je s tem potrdilom? To potrdilo je novejše, staro leto dni. Torej, seveda specialnost je, to se pravi, da ravnanje z dihalnimi napravami. Torej, veljavnost je visoka. Visoka veljavnost. Je verodostojno? Verodostojno je. Ma žig in podpis. Ja. Vredo, kakšna je ustreznost, pa smo že rekli prej, je primerna. Torej, bomo za vse te dokumente, tudi ta je ustrezen. Potrdilo upravljanja tečaja za nevarne snovi. Ja. Ta dokument. Enako. Torej, verodostojnost. Verodostojnost, ja. Tudi veljavnost. Podpis, veljavnost je pa tudi, ja. Kakšna veljavnost je, koliko je potrdilo staro? Staro leto dni. Torej, visoka veljavnost. Ja. Ustreznost je primerna, je ustrezen. In pa še zadnje je potrdilo upravljanje tečaja za tehnično reševanje. Tudi iz tega potrdila izhaja, da je verodostojnost ustrezna, da veljavnost tudi, ker je staro nekaj mesecev to potrdilo, in pa tudi ustreznost je primerna, ker izkazuje del kompetenc. Tako. Tu smo zdaj ocenili vsa ta dokazila. Tukaj je potrebno, da se še podpišemo, pa kar prosim. Milan, prosim. Predlagam, da bi zdaj šli k zapisniku o poteku celotne portfolije, in sicer bi najprej preverili zadostnost
portfolije. Menim, da je ta zadostnost delno ustrezna, ker ko smo prej slišali, zgolj določena dela lahko kandidatu priznavamo z področja požarnega varovanja in pa tega področja. Tako da je tukaj se strinjam. ta del. Ko govorimo o raznolikosti portfolije, moramo reči, da je primerna, ker ima zgolj samo za ozek del področji pokrito to raznolikost. Ko pa govorimo o kompleksnosti, pa moramo tukaj oceniti v vsej verjetnosti, da gre za nizko kompleksnost. Zaradi tega bi nekako lahko ocenili, da je osebna zbirna mapa delno ustrezna. Sedaj moramo dejansko še oceniti samo, kaj bomo kandidatu priznali in da to zadevo opredelimo tudi v sam zapisnik. No, jaz mislim, da kandidat zelo dobro izkazuje poznavanje tako teoretično kot tudi praktično področja požarnega varovanja, varstva pri delu, požarne zaščite ter gašenja požarov in zato sem prepričan, da ga z tega vidika ni potrebno dodatno preverjati, da mu to lahko priznamo kot kompetenco. Ta kompetenca spada v ključna operativna dela varnostnika in je ena od se strinjam, ker pokriva ta področja, ko pravi kolega, in tudi seveda rokovanje z ročnimi gasilnimi aparati, kar pa bomo vlada tako. Okay. To se pravi, z neposrednim preverjanjem pa bomo preverili vse ostale kompetence, ki jih potrebuje kandidat za delo varnostnika. Kako bomo to preverjanje izvedli? In sicer najprej z pisnim delom, nato bomo opravili praktični preizkus z zagovorom in pa v nadaljevanju tudi z ustnim preverjanjem znanja. Tako da bi na tak način zadevo uredili. Dobro. Bomo pa verjetno na pisnem delu test prilagodili temu, kar mu že priznavamo. Tako. Jaz bi predlagal, da bi kar iz testa poiskali tiste vprašanja, ki so vezana na področje požarne varnosti in požarne ogroženosti in bi na nek način potem tudi določili tisto končno število zahtevanih točk in pogoje za uspešno opravljanje pisnega dela preverjanja znanja. Se pravi, pisno, ustno, rešitev praktične naloge. Prosim, se še vidva podpišeta. Takole. Menim, da so pa ta vprašanja tam nekje proti koncu, da bi kar pogledali tudi ta vprašanja in jih na hitro preberemo, katere so ta vprašanja z tega področja. Tam nekje okrog 11. strani je to področje praviloma stalno opredeljeno. Predlagam, da nekako črtamo vprašanje 54 na testu. Ki se glasi? Ki se glasi, kateri so osnovni elementi aktivne požarne zaščite. Ja. Potem 55, kaj je eksplozija, 56, kaj stori varnostnik, ko zazna požar, 57, kaj vse se sprošča pri gorenju in kako to vpliva na človeka. Mislim, da so to ta 4 vprašanja, ki so pravzaprav že zajeta v njegovih kompetencah. To pomeni, da je to skupno število 5 točk in je tukaj pa še 5 točk, kar pomeni, da je skupno število možnih doseženih točk 95. Zdaj bomo še potem izračunali, kaj ta je pomeni za uspešno opravljen preizkus. Dobro. Bomo tu rekli število točk maksimalno 95. Prej smo ugotovili, da kandidat na pisnem delu potrebuje 95 zbranih točk, ne 100, ker smo mu nekaj priznali. In uspešnost bo seveda ustrezno manjša, torej ne več 70, ampak 66 točk. To ga je treba opozoriti, ko bo kandidat na pisnem delu preverjanja.